Dobrodošli na današnjem predavanju o čudovitih maščobah. Jaz pravim čudovite maščobe zaradi tega, ker imajo slabo ime, kaj ne? In tako kot je Malcolm McCandy pokazal v svoji knjigi The Great Cholesterol Con, da ni dokazal o tem, da maščobe povzročajo srčne bolezni. To je kar šokantno, kaj ne? In tudi pri našem predavanju o jetrih smo si pogledali, kako če imate prehrano z veliko ogljikovimi hidrati, to sprošča veliko glukoze v kri in telo ne more uporabiti vse te glukoze, ker je samo toliko lahko uporabi v energijskem ciklu, nekaj se skladišči kot glikogen in vse ostalo višek pa se skladišči kot maščobe. In to je lahko nevarna maščoba, zaradi tega, ker, in to se imenuje trigliceridi, ste jih že slišali, ste že slišali za to? Trdijo, da visoki trigliceridi so malo večji indikator tega, da pride do srčno-žilnih bolezni. In visoki trigliceridi prihajajo iz preveč glukoze, preveč prehrane ogljikovih hidratov. Pogledali smo ti tudi hibridizirano pšenico, ki zelo dvigne glukozo v krvi, veliko več kot ostale. Tudi sladkor, seveda. In razlog, zakaj se njegova knjiga imenuje Pšenični trebuh, ker ta hibridizirana pšenica s to strukturo škroba, amilopektin A, ker tako visoko dvigne krvni sladkor in to pogosto se odraža na trebuhu. Zato je knjigo takoj poimenoval. Pšenični trebuh kot nagonska maščoba. Pravi, da gre za posebno maščobo, ki se zelo hitro skladišči tam. In ko se neaktivni dela telesa napolnijo z maščobami, potem se maščobe začnejo polniti okoli organov notranjih. Okoli ledvic, jeter in podobno. To pa so nevarne maščobe. V njegovi knjigi Maščobe, ki zdravijo in maščobe, ki ubijajo, Eudo Erasmus definira te maščobe in to bi rada jaz danes storila z vami. Torej, začela bi s tem, da bi osvežila vaš spomin, da ta scenarij iz prejšnjega tedna v teh ekscesivnih, prevečjih količinah ogljikovih hidratov in glukoze, da se to skladišči kot maščoba. Sedaj bi si pa z vami rada pogledala nekaj maščob, pogledala strukturo teh maščob. Ko boste poznali strukturo maščob, boste razumeli tudi, kako jih telo uporabi in kje jih telo uporabi in zakaj jih telo uporablja. Začeli bomo z najboljšo maščobo, ki je tudi v lanenem semenu, omega-3 maščobna kislina. Vsi smo že slišali za omega-3, veliko ljudi pa ne ve, kaj to v bistvu pomeni. Vedo samo, da imajo lanena semena zelo veliko teh omega-3 maščobnih kislin. In hkrati jih ima tudi največ v rastlinskem kraljestvu teh maščob. Tudi chia semena, drugi najboljši vir omega-3 maščobnih kislin. Torej, kaj nam ta omega-3 pomeni, ta številka 3? Olje je v bistvu sestavljeno iz maščobno-kislinskih verig. Omega-3 pa je zelo bogata s temi verigami, nekje 90 trilijonov v eni kapljici olja. To je približno magnifikacija, v katero sedaj gledamo. 18 verižni maščobni kislini imate vodikove atome na vsaki strani in vsi so povezani z ogljikovim atomom. 3 pa pomeni, da je tretji ogljik, torej 1, 2, 3, je dvojna vez. Kaj torej je dvojna vez? Dvojna vez v bistvu pomeni, namesto ene veze sta dve vezi. In kadarkoli imate dvojno vez, se ogljikovi atomi, ki so nad tem, se takole prepognejo. In te, ki so od spodi, razvijajo neko elektromagnetično polje med njimi, ki jih povzroči, da se odbijajo. In zaradi tega se ta struktura tukaj prepogne. 3 dvojne vezi so tu. V lanenem olju, chia semenu, še ena je tu, 1, 2, 3 in še ena je tu. Teh ogljikovih atomov sedaj ni več. In tisti, ki so pod tem, pa razvijajo elektromagnetno polje med njimi in
Te povzročijo, da se odrivajo in tako jih prepogne in še enkrat prepogne. In temu rečemo zelo tekoče olje. In Britanci poznamo tudi po tem, da svoje palice za kriket mažejo z lanenim oljem. Zato, ker se zelo hitro razblini. Zato, ker se razprši zelo hitro, lahko to maščobo vidimo kot zelo dobro maščobo, ki reči kri. In hkrati lahko pomaga tudi pri razblinjenju tumorjev v telesu. Tumorje. To olje se imenuje poli. Kaj pomeni poli? Kaj to pomeni? Več kot ena. Več kot ena dvojna vez. Poli, nenasičena. Kaj pomeni nenasičeno? To pomeni prazni prostori na verigi maščobnih kislin. Poglejmo si vlogo, ki jo te dvojne vezi igrajo v telesu. Kakšno vlogo torej te dvojne vezi igrajo? Prvič, ustvarjajo magnetno polje. In to je pomembno, ker smo tudi mi električni ljudje. Vsaka celica ima v sebi elektriko. Tudi Neil Nedley v svoji knjigi Depression Way Out nekaj časa govori o pomembnosti omega-3 maščobnih kislin pri funkciji možganov. In v knjigi od Udo Erasmusa govori tudi, da pri obdukciji umrlih samomorilcev so ugotovili, da v možganih manjka omega-3 maščobnih kislin. Orešček pa, ki ima največ omega-3 maščobnih kislin, je oreh. Sicer oreh nima tako veliko kot laneno olje ali pa čio olje. Te dvojne vezi so občutljive na toploto, torej toplota deluje na te prazne dele. Dvojna vez so tudi občutljive na svetlobo. In dvojna vez deluje kot kakšen magnet na kisik. Razumevanje tega je zelo pomembno, zato da razumemo, kako v bistvu delujemo s temi olji, kaj z njimi počnemo. Torej, če vi zmeljete laneno olje in ga pojeste takoj, potem telo dobi spodbudo k vašemu elektromagnetnem polju, bolj tudi prenesete vročino, občutljivo je na svetlobo, lahko tudi, da boste absorbirali več vitamina D. In kisik, ki je najbolj potreben za življenje, vam lahko pomaga tudi raven kisika v vašem telesu. Kakšno čudovito olje. Ampak, če zmeljete lan in ga pustite na mizi več kot 1 uro, potem svetloba, toplota in kisik, kar se privlači noter v te prazne dele verige in se olje v bistvu uniči. Lahko postane celo kancerogeno. Žarko. Torej, žarka olja. Prepričana sem, da ste že kdaj kupili orehe in so bili žarki. In to so ponavadi tisti, ki so že zlomljeni. Zato, ko kupujete orehe, jih kupite ne zlomljene. Ker ko so lomljeni, olje in kisik se to absorbira in v bistvu postane žarko. Pri nas serviramo zmleto laneno seme našim gostom. In naši delavci to zmeljajo, dajo v zrak neprodušno posodico in dajo v zmrzovalnik. In to je zadnja reč, kar pride na mizo in prva reč, kar pride v usta. Približno 1 urca je dobro. Čija semena pa lahko nase vežejo približno 25% svoje lastne teže vode. Tako, če jih namočimo ali dodamo tekočino, lahko dobimo olje in so tudi lažje, bolj prebavljive. Sedaj pa si poglejmo zgodbo o omega-3 maščobnih kislinah. Prebrala sem kar nekaj knjig, da sem prišla do teh zaključkov informacij, ki vam jih podajam sedaj, ker je veliko stvari bilo vprašljivih glede omega-3. Kaj nam govorijo, da je najboljši vir omega-3 maščobnih kislin? Ribe. Res je, ja? Dejstvo pa je, da nikakršna žival mora ustaviti omega-3 maščobe v njihovo maščobno verigo. Samo rastline lahko to storijo. Torej, zakaj imajo ribe tega veliko? Zaradi alg. Zaradi tega, kar jedo. Kaj se zgodi? Ribe jedo alge
In ribe dobijo tako omega-3, alfa-linoleik kislino. To je torej ta omega-3, ki ga najdemo v lanenem semenu. Alfa-linolenik kislina ima 3 dvojne vezi. 1, 2 in 3. V ribah se pa ta kislina spremeni v EPA, epozapentanoik kislino. In ima 5 dvojnih vezi. 1, 2, 3, 4, 5. V telesu se EPA spremeni v dekaheksonsko kislino. In ta ima 6 dvojnih vezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. DHA se uporablja ekskluzivno za celične membrane, funkcije in popravila. In tudi vidimo zakaj. V telesu to, kar mi jemo, recimo ALA, je naše telo sposobno, da to konvertira v EPA, v DHA, torej v vse, kar potrebuje. In potem telo tudi uporabi recimo za celice, za membrane. Kar pa človek stori, ekstraktira DHA iz ribe in da to v kapsule in reče, to je superiorno, napram ALA, ker je že razgrajeno. Ampak, če so že 3 vezi zelo občutljive na toploto, svetlobo in kisik, kako občutljive je potem 6 vezi? Ali lahko to ekstraktirajo brez izpostavljanja svetlobi, soncu in kisiku? Dvomi. In ribe danes, ki imajo največ DHA, maščobnih kislin, imajo tudi največ živega srebra. Veliko lažje je in ceneje. Če kupujemo domače laneno seme, ga zmeljemo v mlinčku za kavo, preden ga zaužijete. In to je najboljša reč. Lahko tudi pri tem morite, Bog blagoslovi to in ga zmeljete, da je zelo svež. Laneno olje se dobi in obstajajo podjetja v Avstraliji, ki ga skladiščijo v taki piksni in v hladilniku. In pogosto, če ga kupijo zmrznjenega. In trdijo, da ohranjajo, da ga stisnejo hladno, brez izpostavljanja kisiku in svetlobi. In en način, da ugotovite, kako zveste, če je bilo izpostavljeno, je, da ga okusite. Laneno olje bi moralo biti sladko, če pa rahlo grenko, veste takoj, da je bilo izpostavljeno svetlobi, toploti ali soncu. Zakaj bi torej nekdo jemal laneno olje? Morda kot rečilo krvi, to, da bi deloval proti tumorjem v telesu. Osebno pa raje zmeljem laneno ali čija seme. Brez krvi, Henry je vse posnel. Kako je pa s sončničnim oljem? Bogato je z omega-6 maščobnimi kislinami. Kaj pomeni ta 6? To je tudi veriga 18 maščobnih kislin. Torej 6 se nanaša na lokacijo te dvojne vezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tukaj je dvojna vez in 2 dvojni vezi sta tukaj noter. 1, 2, 3. Še ena dvojna vez je tu. Torej tudi tukaj imate vodikove atome in tukaj. In še tu. In dvakrat se odbijajo. Za dvema imamo 2 prepogiba. Torej ne gre za tako redko olje, ampak še vedno je dovolj redko. To olje se tudi imenuje poli, kar pomeni več kot samo ena dvojna vez. Polinenasičena maščoba. Zdaj, ker so prazni prostori na maščobno-kislinski verigi. Kako je pa z mandlji? Mandlji imajo veliko omega-9 maščobnih kislin. Veriga z 18 maščobnimi kislinami in ima eno dvojno vez. Torej 9 indicira lokacijo prve dvojne vezi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tukaj je dvojna vez. Ogljikovi atomi tukaj in tu in vse tukaj. V enem mestu se samo odbija. Torej en pregib.
In verjamem, da se vsi lahko strinjamo, da je olivno olje dokaj gosto. Kaj ne? To je zato, ker ima samo eno dvojno vez. Torej se imenuje mononenasičena maščobna kislina. Kar pomeni mono, pomeni ena dvojna vez. Nenasičena pomeni to, ker je še vedno prazen prostor na maščobni verigi. Kako je pa s kokosovim oljem? Kokosovo olje imenujemo dolge verige maščobnih kislin, ker imajo 18 maščobnih kislin. Kokos, srednje velike in kratke verige. Torej, srednja veriga bi bila nekje 12, 14, 16, kratka pa 6, 8, 10. In vsaka vez je polna. V hladnem vremenu je trdo maščoba. Zato se imenuje nasičena maščoba. Nasičene maščobe imajo slabo ime dandanes. Kaj se zgodi v prebavnem traktu? Usta, požiralnik, želodec, jetra, podjetri je žolč, cevka iz žolčnika se poveže z slinovko, torej z vratom cevke slinovke, in dvanajsternik, kar je začetek malega črevesja, je polno obložen z majhnimi vilami, male resice. In vsake resice je lektil. Lektil je v bistvu del vašega limfnega sistema in po vseh resicah je napeljana kri preko kapilar. Pokazala vam bom pot teh treh dolgih verig maščob. Ne usta, ne želodec jih ne prebavljata, pridejo skozi tole sfinto v dvanajsternik, kjer žolč iz žolčnika, kar je sicer rezervoar žolča, kar je tik pod jetri, se sprosti žolč in ta žolč emulsificira maščobe v majhne partikle. Potem pankreatična lipaza še bolj razgradi te delčke in se absorbira preko lektinov direktno v telo. Torej, dolge verige maščobnih kislin grejo direktno v limfatični sistem, od timusa, priželca do jeter in potem jetra reče, aha, kirurgi so prišli, skladiščite jih. Ni pa tako s kokosovim oljem. Pod jezikom so podjezične žleze, ki sproščajo lipazo, lingualno lipazo. In ta lipaza je encim, ki razkraja nasičene maščobe. Nasičene maščobe so unikatne, zdaj, ker se razkrajanje začne v ustih. In to je kokosovo olje, to je shea butter, palmino olje, puter. Razkrajanje se začne v ustih zaradi te lipaze v ustih, žleze v ustih. Ko pride kokos v želodec, se je razkrajanje že dogaja. Ko pride v dvanajsternik, ne potrebuje žolča, ne potrebuje tudi pankreatične lipaze in še enkrat se direktno absorbira v kri. Gre v jetra in se skuri kot energija, kot gorivo. V Avstraliji bil nek kmet, ki je poceni dobil svoj kokos, jih je se odprl, da bi poredil njegove krave. Krave so zgubile maščobo, dobile mišice in so začele skakati okoli po travi in tako jih je poimenoval skokice. Torej, če si želite znebiti odvečne maščobe in dobiti več energije, kaj boste jedli? Kokos. To smo si tudi na začetku tedna pogledali, glukoza se kuri. 4 kalorije na gram. Maščoba
pa gori pri 9 kalorijah na gram. Vidite, zakaj so krave imele tako veliko energije? Kar pa ljudje ne razumejo z besedo kalorije, je to, da gre za enoto energije. Torej, če želite bolj energijsko hrano, kaj boste jedli? Kokos. In katere maščobe vam bo daje največ energije? Maščobe, ki gorijo kot gorivo. Če bi kdo želel izgubiti energijo, ali bi jedli maščobo, ki se skladišči, ali maščobo, ki izgoreva? Tista, ki gori. Če bi kdo želel izgubiti težo, katera maščoba bi bila najboljša za njih? Kokosova. Skoraj težko nam je reči, kaj ne, ker smo bili tako uprani v šoli. Tam zunaj je velik zapeljivec, ki je zapeljal v svet. Jaz vam samo podajam to, kar znanost odkriva. Zadnjič smo si tudi pogledali znanost o preveč ogljikovih hidratih, kjer se vse skladišči kot maščoba. In na tej osnovi je postala ketonska dieta zelo popularna. Ste že slišali za to, ketonsko dieto? Kaj je keto dieta? Zelo podobno Atkinsonu, samo še več maščobe se. Ampak ljudje nimajo več srčnih napadov in kapi. Vprašanje. Kako pa je z rafiniranim kokosovim oljem? Tisto kokosovo olje, ki ga kupimo, je vedno s tem okusom. Ja? Nekateri, ki nimajo všeč tega okusa? Kako pa je z rafiniranim? Ja, oni uporabijo nek kemični proces, da dobijo ta okus ven. Neka gospa mi je rekla, da lahko kupiš kokosovo olje, kjer se nikoli ne strdi. In to me kar skrbi. Smo že govorili, kako z oljem čistimo v ustih, da damo kokos v usta in žvrklamo. In gospod mi je rekel, da ga je stopil v mikrovalovni in ga dal takoj v usta. In sem rekla, se veste, če ga daste takoj v usta, se bo samo stopilo po sebi. Ni potrebno, da ga date v mikrovalovko. Zelo preprosto vprašanje. Ali je dobro za kuhanje? Ja, zelo dobra točka. Katero olje je dobro za kuhanje? Katero olje bi uporabili? Kokos, ker je odporno na svetlobo, kisik in vročino, ker nima dvojnih vezi. Poglejmo si Zemljo, planet Zemlja. Na sredini planeta imamo ekvator, kjer je zelo vroče, katera hrana rastejo ob ekvatorju. Kokosi, nasičena maščoba, popolnoma primerna za to okolje. In še drug razlog, zakaj je popolnoma ustvarjena, ker deluje proti glivam. Komponenta, ki deluje proti glivam, se imenuje kaprilična kislina. Ste že slišali za to? Kaprilična kislina, ki je zelo močna proti glivam. Kaprikislino, tudi lorik kislino imate in ta kislina je zelo široko protimikrobna kislina. In kokos je 40% lorik kislina. Puter pa je 2% te kisline. Torej so rastlinske nasičene maščobne kisline veliko bolj superiorne. In v tem vročem, vlažnem okolju glive in plesni rastejo, ne? Zelo pomembno je, da kdorkoli tam živi, da ima dovolj kokosa, da pomaga telesu, da se spopada s tem. No, poglejmo si še, kaj raste v Mediteranu. Kaj pa tam raste? Olive in mandlji, popolnoma za tisto okolje tam. In vse skozi po celem planetu, kamorkoli greste, to, kar najdete, so hrana, ki raste tam, so najbolj bogata z olji, ki so popolnoma primerna za tisto okolje. Udo Erasmus je citiral študijo, kjer je gospod vzel rastlino, ki je rasla v Mediteranu, zelo bogata z omega-9, ista sorta rastline, malo bolj severneje, z omega-6, ista sorta rastline, še više, pa omega-3 maščobne kisline. Torej, sporočilo tega je, da bi morali jesti rastline, ki rastejo v našem okolju. Hrana, ki raste v našem okolišu. Predvsem to. To ne pomeni, da ne smete jesti mangota, ker ne raste v Švedski,
Ne gre toliko za izjeme v prehrani, kot pa gre za tisto, kar počnete in jeste vsak dan. Te hrane, ki rastejo v vašem okolišu, so popolnoma ustvarjene za potrebe vašega telesa. Vprašanje, ampak pri nas ne raste sončnično olje oziroma sončnice tukaj. Nimamo sončničnega olja tukaj okoli, da bi se proizvajal. Torej ga uvažate. Kako je pa z repičnim oljem? Kanolino olje? Kanolino olje je zelo bogato z maščobno kislino, ki se imenuje uracil kislina. Ta kislina je toksična za človeka. Kar pa so storili je to, da so gensko spremenili kanolino olje, da bi lahko to kislino zmanjšali. Zdaj država s kljukico to potrjuje, da je užitno. Bojte se takih kljukic. Jaz se ne dotikam kanolinega olja. V Ameriki ga lahko kupite margarino Earth Balance, ki ima mono in polinenasičene maščobne olja in tudi palmino olje, da je bolj trdo. Nič ni narobe s tem, ampak v zadnjih 10 letih dodaje noter kanolino olje. Vprašanje. Torej, kanolino olje je v bistvu modificirano iz repičnega olja in kanolino olje je slabo, ampak originalno prihaja iz repičnega olja. Ne vem točno, kako to deluje, ampak mi proizvajamo repično olje. Ja, če ni bilo gensko spremenjeno, potem ima še vedno veliko uracil kisline. Tudi ceneno olje je to. Tudi poceni rastlina za posejat. Kaj je torej najboljše olje? Vaše telo uporablja vse za različne funkcije. In zato je dobro imeti tudi raznovrstnost. In to je dobra ideja. Omega 3 in 6 se uporabljajo za celične membrane in popravila, ampak če nimate dovolj 3 in imate preveč 6, potem vemo, da to povzroča vnetje. Če pa jemo to v naravni obliki, potem dobimo količine in proporcije, ki so primerne telesu. Vprašanje, ali naj bi uživali vse te omega 3, 6 in 9? Ja, tako je. In kar boste odkrili je to, da imajo mandlji in olive predvsem 9, ampak imajo malce 6 in zelo malo 3. Laneno olje je veliko 3, z malce 6 in malo 9. In večina oreščkov ima kombinacijo teh, kar pa sem vam tukaj samo podala najvišje vire teh. In v knjigi Maščobe, ki zdravijo in maščobe, ki ubijajo, je napisana stran, kjer poda vse oreščke in semena in pokaže količine vseh teh. Recimo makedamija je zelo bogata nasičenih maščob z nekaj malo mononenasičenimi. Avokado je večinoma mononenasičena, torej različna prehrana ima različne razmerja. Torej, ko je ta teorija prišla ven od gospoda Ancel Keys 1953. leta, da nasičene maščobe povzročajo srčne bolezni, to je prva reč. In nekaj časa je trajalo, preden je prišla do javnosti, da te maščebe je potrebno znižati. Zato so rekli, imajo ljudje, da morajo nehati jesti puter in zato so začeli delati margarino. Kaj pa je z margarino? Kako je ta narejena? Naredimo margarino iz sončničnega olja. Veliko margarin je iz tega olja. Problem sončničnega olja pa je to, da je tekoč. Torej, storijo, nasičijo ga s hidrogenizacijo, z vodikom. In to povzroči, da vodik se obrne na drugo stran, na spodnji strani. In sedaj smo izgubili dvojno vez, kar je ravno to, kar so želeli. Sedaj je maščoba oziroma olje ravna. In ta molekulska struktura narava ne pozna, je ne pozna. In to je eno molekulsko strukturo stran od plastike. Torej, margarine so zelo nevarne. Ne bi se jih smeli dotikati. Omenjam Earth Balance, ki je sicer trdno
ker zblendajo, zmiksajo polinenasičene olja z nasičenimi olji. In obstajajo neke naravne, ki jih lahko sami naredite, s tem, da dodate eno, ki ga imamo doma, recimo se imenuje sojno mleko, korenčkov sok, olivno olje in kokosovo olje. In mislim, da če to zmiksate skupaj, postane rumeno, kakor puter zaradi korenčka. Prepričana sem, da veliko ljudi pozna take reči. Gospa bi še enkrat rada slišala recept. Torej, sojno mleko, korenčkov sok, mislim, da je polovica šalčke obojega in polovica šalčke kokosovega olja. Mislim, da je šalčka olivnega olja. In potem dodate še sol. Torej, stopite kokosovo olje, zmiksate vse skupaj, vlijete v majhne posodice in tako imate puter. In to je čudovit puter. Za ljudi, ki ne marajo olivnega olja okusa, če ga zmrznete, izgubi tisti okus. Ampak na svetu obstaja več ljudi, ki dajo olivno olje namesto namaza na kruh in ga tako jejo. Torej, Evropa recimo. Jaz ljubim olivno olje na kruhu. Ko se je prvič zgodila ta zgodba o margarini in teoriji, da nasičene maščobe povzročajo srčne bolezni in so ljudem predlagali, da naj ne jedo več tako prostih maščob, margarine, je to zmanjšalo srčne bolezni? Ne, niti malo ni to zmanjšalo. Ampak pojavnost raka pa se je zvišala, skoraj na isto raven kot srčne bolezni. In ne bi me presenetilo, če toksične maščobe pripomorejo k temu. In hkrati pri tej teoriji, da nasičene maščobe povzročajo srčne bolezni, ljudem je bilo povedano, da naj nehajo jesti nasičene maščobe. Rekli so, naj ne jejo kokosa in vse nasičene maščobe in naj začnejo jesti polinenasičene maščobe. Je to pomagalo? Niti najmanj. Rekli so, da so polinenasičene maščobe bolj varne. V bistvu pa so najbolj nevarne. Ker se ta olja, ko so ekstraktirana z toploto, kemikalijami, kar običajno tudi uporabljajo, ko jih stisnejo ven, kaj se zgodi s temi dvojnimi vezmi? Vse se uničijo. Torej, ko greste v supermarket in vidite arašidovo olje, sončnično olje, ne dotikajte se jih. Nevarna olja so. So že uničena. Ne morete jih še bolj uničiti. Zato, ker so bile vse dvojne vezi uničene pri stiskanju. Pa pojdimo sedaj 150 let nazaj. Ali pa recimo 100. Edina olja, ki so jih uporabljali, so bila olja, ki so jih lahko ekstrahirala iz mesa rastlin. Torej, odvisno glede na to, kje ste živeli, recimo blizu ekvatorja, je to bilo kokosovo olje. Neka mlada gospa je želela narediti kokos zame iz nič. To je splezala na drevo, prinesla kokosov oreh, ga naribala, stisnila mleko in potem ga segrela na ponvi in potem se je olje ločilo. Ženske še danes na Fidžiju delajo lastno olje. Tudi na tržnici nekega dne sem videla, kako ga je nekdo naredil in ga prodajo v praznih steklenicah od viskija, torej kokosovo olje. In vse posod po Evropi so ženske imele majhne preše v kuhinji, da so lahko stiskale olivno olje, ker to pride iz sveže rastline. Kokosovo olje ne rabi biti v rjavi steklenici, zato ker lahko tudi pustite na mizi, zato ker nima dvojnih vezi. Ampak ženske so hitro ugotovile, če so delale olivno olje in ga dale na mizo v steklenici, je hitro tudi razpadlo. Postalo je grenko. Shranile v klet, v keramične posode z pokrovom, da bi tako ustavile svetlobo, toploto in zrak. Potem je olje ohranilo svoj svež okus. Ko kupujete olivno olje, bi moralo biti v temni steklenici in hladno stiskano. Ekstra deviško olje, olivno olje. Lahko ga date tudi v hladilnik.
Ampak to razloži tudi, zakaj so ekstra deviška olja, hladna, stiskana olja, so v temni steklenici, zaradi tega. Nekaj, kar je v severnih državah, se širi in to je bolezen, ki se imenuje sezonska zimska depresija. Ste že slišali za to? Sezonska depresija je v bistvu mentalno stanje, podobno depresiji, in trdijo, da je to zaradi pomankanja sonca. Pa saj nikoli ni bilo sonca. To je sicer v zimskih mesecih, nikoli ni bilo sonca. In razlogi, zakaj je to danes veliko bolj razširjeno kot včasih pred 100 leti, ker so ljudje takrat jedli hrano iz njihovega okoliša in ker so jedli hrano, ki je rasla doma, so dobili veliko več omega-3 in omega-6 maščobnih kislin. Torej v teh mrzlih mesecih je pomembno, da jeste dobre količine omega-3 in orehov. Raste orehi tukaj? Ne? Ampak laneno seme raste, kaj ne? To pa ja. Bodite pozorni na to, da jeste dovolj omega-3 maščobnih kislin sredi zime. In hkrati tudi to, da greste ven. Vem, da nimate veliko sonca, ampak čisto tisto malo bo že dovolj, je dragoceno. Te reči so se v bistvu pojavile šele sedaj, odkar ljudje jejo to žalostno prehrano. Standard American Diet, kar je v bistvu skoraj popolnoma brez esencialnih maščobnih kislin. Ja, res je žalostna prehrana to. Naj vam razložim ketonsko dieto. V 1920-ih, kjer so doktori v Ameriki eksperimentirali z epileptičnimi pacienti in so jih dali na post. In ugotovili so, medtem ko so jih dali na post, so epileptični napadi v mnogih primerih se zmanjšali oziroma popolnoma prenehali. Zato, ker medtem ko se postite, na čemu živi vaše telo? Na maščobah. Na vaših maščobah. In odkrili so, da jetra pretvarjajo maščobe. Naj vam pokažem ta proces. Torej, jetra pretvarjajo maščobe v ketone. In te ketoni zdravijo živce. Tole ni prav. Ketoni torej zdravijo živce. Ne samo, da zdravijo živce, tudi ščitijo živce. To pomeni, da ščitijo vaše možganske celice in celo zdravijo vaše možganske celice. Ampak potrebno je jesti. Torej, kaj so storili? Stvarili so dieto, prehrano, ki je povzročila nekaj podobnega v telesu. In to je v bistvu prehrana z veliko maščobami. In tako so naredili to, da so v bistvu recimo za zajtrk jedli 4 jajca in 6 rezin slanine in pol kosa putra. Zelo veliko maščobke, ne? Kaj bi torej storili oziroma kako bi to naredili tudi na rastlinski prehrani? Imeli bi skledo leče, lahko tudi avokado, lahko jeste paradižnike, kumare in morda nekaj špinače in recimo eno pest oreščkov. In k temu bi dodali eno žlico kokosovega olja. Vidite, kako skoraj ni več ogljikovih hidratov? V njegovi knjigi Stop Autism Now ali druga knjiga Stop Alzheimer Now piše dr. Bruce Five, poda zgodbo, ki jo imenuje ketonski čudež. Ko so te ljudje bili na tej ketonski dieti, je v 90 primerih so se napadi niso vrnili. Zaradi visokomaščobne prehrane so jetra pretvarjala v maščobe v ketone in te ščitijo živce in tudi zdravijo živce, te ketoni. In odkrili so tudi, da je ljudem bilo zelo težko stati na taki prehrani, dieti. Tukaj dr. Bruce Five je povedal to, kar je napisal. Kokosovo ketonsko dieto, kar pomeni, da ješ hrano, ki ima malo ogljikovih hidratov, veliko vlaknin, bogat dobro beljakovin in veliko maščob.
In tako naj se začne z malo žličko kokosovega olja 3-krat na dan in potem se to stopnjuje do 4 žličke kokosovega olja 3-krat na dan. In zato, ker je kokosova maščoba bogata z srednje velikimi maščobnimi kislinami, je to maščobna kislina, ki jo jetra hitre prebavljajo kot druge maščobe v ketozo. In v knjigi Stop Autism piše v vseh primerih problemih nevrodegenerativnih bolezni, kot so avtizem, epilepsija, ADHD, zgodbe otrok, ki so si v bistvu upomogli od tega, s tem, da so šli na ketonsko dieto s kokosom. Dr. Bruce Fife. In potem tudi pri Ustavimo Alzheimer, kjer govori tudi pri degenerativnih boleznih odraslih, torej Alzheimer, demenca, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, Huntingtonova bolezen in potem zgodbe tam ljudi, ki so tudi dobili preobrat zaradi kokosa in ketonske diete. Vprašanje? Koliko pa je preveč kokosovega olja? Je kakšen meja? Verjetno je meja. Odvisno od tega, koliko človek lahko prenese. Ampak odkrili so, da nekako, če zgradimo do 4 žličke 3-krat na dan, morda pri otroku 2 žlički 3-krat na dan. Jaz nimam toliko kokosa. V bistvu, jaz sploh nimam kokosa. Imam samo kokosovo olje, če imam zmrznjen cheesecake, ali pa jemljem ga, ko izvajam čiščenje strupov preko ust s kokosovim oljem. Če pa imam kakršnekoli znamenja demence, bi to implementirala v moje življenje, v mojo dieto. Vprašanje? Ja, sedaj, ko sem vse to slišala, imam vprašanje. Ali res potrebujemo olje za kuhanje? Zato, ker jaz sem osebno spremenila veliko stvari, ne dinstam več na olju, ampak z vodo. In, ja. Seveda, okusnejše je. Tudi jaz ne cvrem v vodi, ker to ni cvrtje, ampak je kuhanje. In potem ne dobite okusa. Torej, kaj jaz storim? Jaz dam čebulo direktno ponev na srednji vročini in pokrijem in potem kondensacija sama kaplja dol in se tako ne zažge. In ko čebule začnejo rjaveti, potem dobite okus. In potem se malce prime in potem bom dodala paradižnike. In sokovi iz paradižnika na te čebule, ki se malce lima, je čudovit okus. Ko pride ves sok ven iz paradižnikov, potem dam na zelo nizko temperaturo in na to dodam še olivno olje na koncu. Obstaja način, kako lahko to naredimo brez uporabe olja. Jaz pa ne uporabljam olja za cvrtje. Če bi pa kdo želel to vseeno, torej nekaj podsvreti v olju, potem kokonasovo olje in morda veliko ljudem ni všeč tudi okus kokosa, ampak ko ga pregrevate, v bistvu ni močno. In moj mož, ki sicer ljubi pečen krompir, zaradi njega tudi naš kuhar jih pekrije z malce kokosovega olja in jih da v pečico, da jih zapeče. Potem imate lepo hrustljav krompir. Moj cilj v tem predavanju je bil, da vam pokažem, zakaj so maščobe pomembne. In očitno je, da gre za zelo koncentrirano hrano, torej ne potrebujete veliko. In pri koncentrirani hrani ne jeste veliko, potrebujete pa nekaj, malce. In Bog je blagoslovil olivno olje, ko je dal olje tudi v vdovin vrč iz Biblije, vsako noč, ko je hranila Elija v času, ko ni bilo dežja. In še ena zgodba o Eliji, kjer je ženska, katere mož je umrl in sinove bi prodali za sužnje, ker je mož umrl v dolgu, šla je k Eliju in vprašal je, kaj imaš doma, in rekla je, da ima eno pisker olja. Rekla je, pejdi do sosedov in naj pripeljejo vse posode za olje, jih naj pripelje in potem jih naj polni vse z olivnim oljem. In tako ga je lahko prodala in dobila denar, da sinova nista šla v suženjstvo. 2 zgodbi v Bibliji, kjer jih Bog uporablja, da Bog podpira uporabo olivnega olja. Idealno pa, kakor sem vam že tudi pokazala, je, da je hladno, stiskano
ekstra deviško olivno olje. Rada bi pa sedaj tudi, da odprem vrata za vprašanja. Vprašanje, kako je z palminim oljem? Torej, palmino olje je nasičena maščoba in hranilno ni problem za telo, ampak gre bolj za etično stvar glede palminega olja, zato ker se krči deževni gozd, zato da bi kultivirali palmino olje in rabijo ga zaradi čokolade, ki jo proizvajajo. Če delate čokolado iz kokosovega olja, potem čutite kokos. Palmino olje pa tega nima. Torej, hranilno ni problem na telo, bolj gre za etično stvar. Vprašanje? Ja, slišali smo za hrano za otroke, kako pa je z vodo? Kako je z vodo za dojenčke? Nikoli dojenčkem nisem dajala vode, ampak ni nič narobe, če jim daste malo piti. Še posebej, če je vroče. Vprašanje? Obstajajo veganski zdravniki tam, ki pravijo, da olje ni dobro, še posebej, če imate raka ali pa srčne probleme. Tako je, ja. In to je tudi razlog. Zato sem vam to, kar sem danes zjutraj storila. Torej, da lahko sami se odločite glede na vaše Biblijo, zgodovino, znanost in kmečka pamet, zdrava pamet. In mimo grede, maščoba je potrebna v telesu, ker možgani zelo trpijo v prehrani brez maščob. Imela sem prijateljico, ki je jedla brez maščob, priposlušala take prezentacije takih zdravnikov in odšle sva na neko ferato. Podala sem ji roko, da bi je pomagala in njena roka se je tako suha roka. Razumete, mi moramo navlažiti naša telesa z hrano, olji, ki jih jemo, maščobami. Pred 20 leti je bil nek članek v časopisu, ki je rekel, kako nevarno je olje. In zato moramo uporabljati BHS metodo. To je metoda, ki jo lahko uporabimo na kateremkoli področju, da bi razpoznali, kaj je resnica. Podala sem vam biblične zgodbe in če nekdo reče, in Gospod mi je nekoč rekel, da se motim glede jesti olja, da ne bi smeli jesti olja. Pa sem rekla, zelo nebiblično, sem mu odgovorila. In rekla sem mu zato, ker je bil kristjan. Malce je bil zadržan in sem mu rekla, predlagam, da si najdeš konkordanco in preučuješ vse, kar boš najdel v olivnem olju. In odkril bo, da Bog definitivno govori o olju. Torej, zgodovina, odvisno od tega, kje živite na planetu, vedno je bilo neka maščoba na voljo, kar je bila tudi del tradicionalne prehrane. Če ste živeli na severu severne poloble, potem ste jedli veliko tjulnov in kitov, veliko maščob, malo nižje, Norvežani, veliko ljudi, kot Švedje, so jedli mlečne izdelke. Torej, maščobe so dobili od mlečnih izdelkov, ampak takrat je bilo to vse organsko, se pravi bio in surovo. In verjetno je tudi bilo tako nevarno, kot je danes. In ko greste spet niže, potem dobite olivno olje, kar še niže kokosovo olje, in kar je tradicionalno in zgodovinsko vsaka država imela neko sorto maščobe. Danes sem vam povedala znanost, da vam pokažem, kako telo uporablja te različne maščobe in potem pridemo še do zdrave pameti. Vprašanje. Bi rekli, da obstajajo kakšne časovne omejitve glede na starost in kako mlad moraš biti, si lahko za ketonsko dieto in kako dolgo lahko ostaneš na ketonski dieti? Dobro vprašanje. Obstaja film, ki so ga posneli v 90-ih letih z naslovom Ne delaj škode. In sestra mi je pokazala ta film. Resnična zgodba je bila o 7-letniku, ki je pričel dobivati napade, dali so mu zdravila, stranski učinki so bili grozni, probali so druga zdravila, spet grozni stranski učinki. Naslednja stvar, ki se je zgodila, je bila, da so mu odrezali zgornji del skalpa, da so lahko več testirali. In v tem času je mama poskušala pobegniti s svojim otrokom iz bolnice. Zato je šla v knjižnico in pričela brati, iskati. In najdla je ketonsko dieto.
In to pri 7 letih. In na koncu je dobila dovoljenje zdravnika, kjer je imela še enega zdravnika, ki jo je lahko pospremil do druge bolnice, John Hopkins. In ko sta prispela tja, je zdravnik otroka takoj odstavil od vseh teh zdravil in ga dal na ketonsko dieto. Mislim, da je bila slika njegovega prvega obroka, 2 jajci, nekaj slanine, paradižnik in nekaj kumar. Prva ketonska dieta za tistega otroka. Zanimivo pa je bilo to, da je v filmu gospa, ki je sicer nutricionistka, je tudi dejansko nutricionistka v tej bolnici, John Hopkins. Izgleda, kot da je stara 90 let. In na koncu pokaže, da je bil na ketonski dieti v tej bolnici 5 let in sedaj je brez vseh teh napadov epileptičnih. In še en mlad fant, ki se je v mali šoli igral s tem mladim fantom, tudi on je tudi na ketonski dieti. Torej zelo zanimiv film. Na več načinov kot samo eden. Eden je to, da je resnična zgodba, druga pa to, da je veliko igralcev je bilo že na ketonski dieti. Ali biti na ketonski dieti zavedno? Ne, ni nujno. Jaz predlagam, da tukaj sami presodite, opazujte. Predstavljam pa si, da pri premagovanju takih napadov, ki so tako resni, je odvisno tudi od resnosti teh napadov. Imam prijatelja, kater fant je bil cepljen in so se pričeli te napadi. Po cepljenju. Živeli so tudi v okolju, ker so bile kemikalije v vodi. 6 otrok so imeli, ampak samo en otrok je imel te napade. Ta majhen fant je sedaj 15 in nikoli ne bo bil popolnoma normalen, ampak ohranila sta ga doma in imela sta ga na dokaj strogi ketonski dieti in dobro jim gre. Mislim, da bo on na tej prehrani celo življenje, ampak dobro jim gre. Je zdržno. Torej, veliko je odvisno od tega, kako resen problem je to. Koliko poškodb je bilo že storjenih. Ima oseba. Vprašanje. Rada bi samo rekla, da je tudi zmernost pomembna, tudi z maščobami. Moramo biti zmerni. Absolutno, ja. To je zelo koncentrirana prehrana, res je. In ne poznam nikogar, ki lahko spije polovico skodelice olja. To ni prijetno, da poješ velike količine. Vem pa, da ljudje, ki lahko pojejo celotno skodelico oreščkov. Torej, absolutno, ja, zmernost. In to je tudi to, kar zmernost je. Zmernost v dobrih rečeh. In izključenje vseh škodljivih stvari. Veliko ljudi, ki grejo na hollywoodsko dieto, veliko mesa, maščob, jajca, proteine, veliko beljakovin in potem shujšajo. Ampak beljakovine zelo kisajo telo, zato so zelo zakisani in to povzroča raka, artritis in podobno. Če gre samo za beljakovine in maščobe, to, kar recimo naredi hollywoodski prehrani, torej jaz sem tukaj malce zmedena, ne vem, če je to vse dobro. Ne, to ni dobro. In zato smo si pogledali tudi v prejšnjih predavanjih 3 esencialne, to so vlaknine. In poglejte, kaj omenjam s tem fantom. Prva prehrana so bile jajca, slanina, s čimer se jaz ne strinjam in tudi ne bi svetovala. Ampak imel je pa tudi paradižnik in kumare. In to je tisto, kar je Atkins odkril. 3 skodelice zelenjave na Atkinsovi dieti. Če nimate vlaknin, potem se ustavi tudi črevo. Torej ta hollywoodska dieta se sliši, kot da so vsi zaprti, ker ne jedo skoraj nič vlaknin. Torej vlaknine, beljakovine, to so esencialne in velika razlika je med rastlinskimi beljakovinami in živalskimi beljakovinami. Rastlinske beljakovine ne povzročajo kislosti, take kot jo delajo to živalske beljakovine. Druga esenciala je tudi maščoba. In to je osnovna znanost, to je esencialno hranilo. In možgani razpadajo, če ne dobivajo dovolj maščobe. Vprašanje? Ali potrebujemo pravo razmerje omega-3 in omega-6 maščobnih kislin? Ja, definitivno rabimo pravo razmerje. In kako dobimo to ravnovesje? Tako, da to jemo v prehrani. Z prehrano. Torej jemo v originalni obliki.
naravni obliki. Zdaj, ker poli nenasičene maščobe zelo hitro razpadajo, je najbolje, da jih jemo v hrani. Vprašanje? Malce sem zmedena glede teh glukoza 4 kalorije in tistih 9 kalorij. Ja. Kalorija je enota energije, torej če želite visokoenergijsko prehrano, to so maščobe. Ja, glukoza gori v telesu 4 kalorije na gram. Maščobe gorijo v telesu 9 kalorij na gram. Odkrili so z atleti, ki so ponavadi jedli ogljikove hidrate, s katerimi so se najedli, dobite veliko krivuljo navzgor, potem pa pade. Odkrili pa so, da če atleti jedo vlaknine, beljakovine in maščobe, potem jim to da resnično, konstantno dodajanje energije za njihovo potrebo. Velik dodatek smudijem, dober dodatek je kokosova smetana, olje. Se spomnite tistega kmeta, kjer so krave shuščale maščobo in dobile več mišic in imele več energije. In imele so več energije zaradi tega, ker se maščobe kurile z 9 kalorij na gram. Ancel Keys, to je gospod, ki je začel z vso to teorijo. Tako kot je dr. Malcolm Kendricks izjavil, da ni dokaza. Maščobe povzročajo srčne bolezni. Kar povzroča srčne bolezni so poškodbe, ki se dogajajo na ožilju, na arterijske stene in jetra morajo proizvajati več holesterola, zato da popravijo vse poškodbe na ožilju. To povzroča srčne bolezni in ne nasičena maščoba. Če bi bila res nasičena maščoba, potem bi Captain Cook, ko je pristal na južnopacifiških otokih, bi vsi tisti na otoku bi umirali na pol mrtvi z srčno bolezni. Zato, ker so jedli kokos 3-krat na dan. Kaj pa je odkril? Brez srčnih bolezni so bili, brez srčnih kapi, brez diabetesa. Tu imate zgodovino. Kaj pa je odkril? Odkril je čudovite, lepa človeška bitja. Možje so bili močni, visoki, gibki, njihovi zobje so bili popolni, ženske so bile lepe, čudovite lase so imele. Ko grem jaz danes na otoke, je veliko področji še vedno kuhajo na tradicionalen način. Kokos kar v vasi naribajo, tam, kjer ga rabijo. Ne potrebujejo veliko opreme. Imajo tako malo pručko, na kateri sedijo in imajo take kovinske reči, ki štrlijo ven in potem sam sekljajo, rašpljajo. Bila sem na raznih kampih tam, kjer so mladi to sami rezljali kokos. Stoletja imajo isto stvar in isto je z olivnim oljem. Kuhajo v kokosovem olju tudi čudovito jed z imenom Roro, ker iz enih listov, kuhanih v kokosovem mleku, z ingverjem in česnom. Čudovita stvar. Vprašanje. Olje, ki ga danes proizvajajo, je popolnoma drugačno. Tako nekako kot hibridizirana pšenica, nekako je spremenjena struktura kokosa ali nekaj. In to je drugače, kot če bi bil nariban ali pa če uporabiš kokos. Ja, kokosovo mleko je to, iz česar katerega delajo tudi olje. Večina kokosovih orehov nikoli ni špricanih in tako torej so bio, ne? Ampak ko piše bio kokosovo olje v primerjavi z neorganskim, v bistvu gre samo za proces, na kater način ga predelajo. To je razlika v glavnem. Ko sem pa bila v Samoa, sem govorila z gospo, ki je imela vse te kmetije kokosa in skoraj ne morejo zadovoljiti potrebe po kokosovem olju. In vse bolj popularen ratuje. Zaradi knjige tega gospoda, ki kaže, kako dober je ta olje. Obstajajo pa tudi hibridizirana kokosova drevesa in teh je nekaj malo, tako da to je res. Kokosovo olje, ki ga kupite, sploh bio, pa v bistvu ni razlika med tem, ki so ga proizvajali 200 let nazaj, ker je tako preprosto narejeno. Vprašanje, ali bi zadostovalo, če bi jedli samo naravne olive?
surove. Lahko bi jih jedli, ja. Veliko oliv. Ne vem za vas, ampak jaz imam zelo rada olivno olje v mojih lečenih jedeh. Vprašanje. Bila na tržnici in so prodajali ekstra deviško, doma narejeno, stisnjeno olivno olje, ki si ga lahko okusil z malce kruha in v primerjavi z normalnim oljem, ki ga kupiš v trgovini. In pravim novim svežim. Nisi mogel videti skozi olje, ker je bilo zelo gosto in grenek okus je imel. Vedno so pustili, da se je izpostavilo kisiku, ki je drugače grenko rata, torej ne bi smelo biti. In stvar je bila v tem, da tako kot piše v Bibliji, da so dejali na rane olje. In to je dezinficiralo rano. Kaj ne? Torej bi moralo biti nekaj v olju, kar je sveže stisnjeno, kar dezinficira. Torej rano. Da je tako. In ko sem bila v Italiji lansko leto, so mi dali 3 litre njihovega olivnega olja. In zraslo je v tistem področju in lokalne stiskalnice so ga stisnile na hladno. In kupila sem kovček, da sem lahko olivno olje odpeljala domov. Čudovito je bilo, da kamorkoli sem šla, sem vsakemu dala majhno stekleničko olivnega olja. Še vedno je bilo nekaj mesecev, preden sem odšla domov. Definitivno je okusno. Če je pa grenko, to je pa indikator, da je kisik ali svetloba prišla do olja. In ne bi smelo biti grenko. Vprašanje. Jaz sem veliko stvari jedla na tradicionalen način pripravljeno s kokosovim oljem v Afriki in okus je drugačen kot to, kar se da kupiti od kokosovega olja. To, kar dobite zapakirano. Res je, ampak ne moramo veliko spremeniti tega. Mi pa kupimo bio kokosovo olje v velikih vedrih, tako da je zelo dobro. Hvala za poslušanje. Prijavite se tudi na rumble.com, isti kanal, ker YouTube verjetno ne bo več dolgo obdržal teh stvari.